Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Današnji nabor novic, ki jim bomo vdahnili poseben karakter, je sledeč. Priprave na nedeljske evropske volitve so v polnem zagonu. V Ljubljani je v zadnjem mesecu razstreljen že tretji bankomat. Vremenske spremembe so vedno bolj očitne in še bolj očitne tudi bodo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer izbranim novicam vdahnemo poseben karakter. Torej, samo še nekaj dni nas loči do letošnjih evropskih volitev in po napovedih različnih analitikov bodo letošnje evropske volitve prelomne. Zakaj prelomne? Zato, ker se prvič jasno in zelo očitno nakazuje, da se bo Evropski parlament nagnil v desno. To potrjujejo tudi zadnje ankete, o katerih smo pred kratkim že govorili. To pomeni predvsem, še enkrat ponavljamo, več evropskih vrednot, večjo pozornost evropski industriji in ne nazadnje evropskemu kmetu. Kar nekaj je dobrih kandidatov in kandidatk na teh volitvah. V tem času smo v zadnjem mesecu imeli možnost spremljati pač po vseh teh listah, 11 list, pa če ima vsaka lista 9 kandidatov, govorimo o 99, se pravi praktično o 100 kandidatih in kandidatkah in kar nekaj je zelo dobrih na teh listah, nekaj je pa seveda tudi nekoliko slabših. Zdaj, tukaj bi jaz posebej izpostavil dva kandidata, dobra kandidata iz bazena dobrih kandidatov oziroma kandidata in kandidatko. Najprej bi izpostavil tukaj Petra Gregorčiča, ki se je izkazal v tem predvolilnem mesecu kot pravo malo nekakšno presenečenje. Midva s Petrom se vseeno že nekoliko poznava in zame njegov uspeh ni toliko presenečenje, kot mu to presenečenje pripisujejo različni mediji. Peter je dobro artikuliran, zelo dobro ve, o čem govori, to zna povedati na konsistenten način in jaz verjamem, da če bo izvoljen, jaz držim pesti, da bi bil izvoljen, bo tudi dobro zastopal slovenske barve v Evropskem parlamentu. Potem pa velja omeniti tukaj še drugo poslanko, to se pravi že uveljavljeno poslanko Romano Tomc, ki je nosilka liste pri SDS. In sicer gre za izkušeno, artikulirano, predvsem pa zelo umirjeno, kot bi rekli temu, damo med kandidatkami za Evropski parlament. Ta njena lastnost se je lepo pokazala v tem predvolilnem času, ko je zelo dobro, bodimo pošteni, prenašale napade, ki so se vršili na njo in na samo listo z vseh strani, ker se je že od samega začetka nekako smatralo, da je Romana Tomc v bistvu najmočnejša kandidatka na teh volitvah in tudi ankete tako kažejo. In seveda, jaz tukaj bi predvsem želel izpostaviti, da v nedeljo glasujemo po svoji vesti. Zdaj, ker je pogosto vprašanje, kako se glasuje na teh volitvah za Evropski parlament v nedeljo. Predčasne volitve so se že začele, tako da lahko greste tudi na kakšno predčasno volišče, vendar glavni del je v nedeljo, pa se glasuje tako, da ko dobite volilni list z vsemi temi seznami, to je taka velika plahta, najprej obkrožite zaporedno številko liste. Šele potem oddate lahko preferenčni glas, če želite seveda, katerega kandidata oziroma kandidatko želite videti v Evropskem parlamentu. In zdaj, če gremo zelo konkretno, recimo če sem že govoril o Romani Tomc, lahko tukaj rečemo tako, da ko dobite list, pač vzamete svinčnik in obkrožite številko 2. Na vrhu, to se pravi kot listo
katero volite. In potem greste še na zaporedno številko 1 pred ime Romane Tomc in to obkrožite, če seveda želite videti prav konkretno Romano Tomc v Evropskem parlamentu. Toliko o teh volitvah, pa dobro opravite na volitvah. Zdaj, pravijo, če se zgodi enkrat, se mogoče ne bo zgodilo nikoli več. Če se zgodi pa dvakrat, potem je pa velika verjetnost, da se bo zgodilo tudi tretjič. In tako se je zgodilo tudi v Ljubljani, da je šel v zrak že tretji bankomat. Zdaj jaz se seveda ob tem tako malo pohecam in rečem, zdaj, kakšen je pa potem denar v tem bankomatu? Je to požgano potem noter ali kakšen je denar? Verjetno gre za ta plastični eksploziv, katerega smo vajeni videti v kakšnih filmih, glede na to, da to ni ravno v prosti prodaji in je tukaj pravo vprašanje, od kje je toliko tega eksploziva na razpolago na trgu. Kje ga nepridipravi v bistvu dobijo. In zdaj, če vi k tem eksplozijam bankomatov, kjer očitno ni problem eksplozivov, dodate še pretepe migrantov na Metelkovi, pa pretep sekero na Kongresnem trgu, pa da narečem še kakšne vse informacije okrog tega migrantskega doma na Viču prihajajo v javnost, je potrebno pač ugotoviti, da je Ljubljana v bistvu ne samo, da ni več lepa, čista, že dolgo ni več, je pa tudi vprašanje, kaj je s tem pojmom, kako naj bi bila varna. Da vreme ni enako, kot je bilo 50 let nazaj, je postalo več kot očitno. Jaz se spomnim v svoji mladosti, da je bil 1. november obvezno pač veliko snega, merca, telih kostanjev na pokopališču je bila en tak priboljšek, ko si z ledenimi rokami, prsti, tisti vroč kostan, lupo in tako naprej, bilo nekaj posebnega. Konec šolskega leta smo hodili pač rbutati češnje in se nismo utapljali v vročini. Danes pa ugotovimo, da v bistvu pomladi pa jeseni skoraj da ni več, da skočimo iz zime v poletje in tako naprej. In glede na izjave našega znanega meteorologa Braneta Gregorčiča je v bistvu glavni del premika glede našega vremena v tem, da zime niso več toliko mrzle in poletja postajajo strašno vroča. Kakorkoli že, pred nami je vikend in vreme za ta vikend nekako se napoveduje, da bo spremenljivo, naj bi bile tudi nekakšne nevihte, tako da niso v bistvu tudi tovrstno vreme ni izključeno. Torej, pazite nase, v nedeljo volite pametno in srečno. Vidimo se v ponedeljek na istem kraju in ob istem času v oddaji 7 ob 7. Lepo pozdravljeni.